sem štartal en nori print in sicer delam darilo za Božič za Kajo. Danes smo 11. in sem začel printati zaradi tega, ker prej v bistvu sem imel skozi neka stvar, ko sem že tudi vlog mi povedal, za Mofokon, za commissione, teda bilo kar dosti printanja, pa vmes mi je še printer nekaj zavrkaval, teda nisem mogel printati tako bi sam hotel. Ampak, thankfully, mislim, da je izvedljivo. Kandidati za darilo so bili različni. Na konci sem v bistvu prišel na, ne vem, če se reče Rainbow Dash, v glavnem v Fortniteu so razni pickaxi. Jaz sem izbral tistega, ko ima glavo od lame, unicorn lama, ker mi enkrat je rekla, da bi ga lahko naredil. Let's see how it goes. Print gleda tak, vse je v redu, razen tisti kos čisto tam. Mogoče imam malenkost premalo supportov. Gre za en ogromen print, je pa mišljeno to, v bistvu pickaxe imam mišljeno je kot unikon, ker ga lahko jahaš. Print je dolg, en dan pa 10 ur. Ok, zadeva gre ni najbolj rožnata, zaradi tega, ker sem mislil, da se v bistvu odklopil tisti kos, ampak se je zgodilo, da se je tu nekaj zasralo, kar je slabše. Drugi print, ko je na malem printeru, je naredil perfektno. To so one kolce kao za spodnjo stran za tega. Tako v bistvu na teh kosah začnem delati čisto normalno. Tega pa postem pa upam, da se še ne bo bolj zaštrikal. Evo ga, tako je trenutni rezultat. Še 2,5 ure delama. Tu se je zjavilo, ampak brez meter, ker bom pač popravil nekaj z kitom. Nekaj pa novi kos dal printer, actually, tako da. Kar se tiče krajnega darila, je pa v bistvu zadeva taka, da smo ga en piece je zdaj bil watersanden, drugi piece, ker je v dveh kosih, v bistvu dodan je bil zadnji del. Celoten kos, kar ga je še ostalo in potem se je dodal novi kos, ker je bil kasneje naprintan. Zakaj imam take rdeče strike čez celo faco, je zaradi tega, ker tudi ker smrdi. Uporabljam masko, zato da barvam, uporabljam masko, zato da uporabljam kite, da mi zadeva smrdi. Teda ja, to je the main reason. Dansko delam na all-nighteru, še pa vmes v bistvu tudi delam na Little Horseshoe. Zadnji smo ostali tak, da se je drugič pošpricalo z kitom. Danes bomo pa fiksali to up, pa ga še enkrat wet-sandali, pa še enkrat hopefully pobarvali, pa združili z tem. Zdaj sem jih še vedno pustil na razen. Danes prije to zakitano, zdaj moram pa v bistvu najdu tisti kos. Tule je. Tule je tudi kos. Da ga lahko vstavim takle noter. Danes delamo tem, pa še na vsem drugem stopu. Evo ga, zdaj smo naredili, ok, onega lahko pišem. Evo ga, zdaj smo razširili toto lukjo in v bistvu zdajle pride toti kos perfektno noter. Zdaj ga edino moram zakitati. Dobenega dela ne moš delati brez pravega orodja in moje orodje zato je bil toti scary looking soft. Evo ga, pa ko se je zakitala notranjost, se bo lahko zakita še na zunanjost in potem, ko je to zdaj že kind of suho na otip, ampak je še vedno tacky, ampak ko je čisto posušeno, strjeno, to bo čez kako urca takega, lahko še pa gremo enkrat skozi z šmirnim papirjem, torej z papirjem za brušenje in potem čez z smolo in še enkrat pobrusim. In potem še enkrat pošpricam z kitom. Ja, novi dan, novi challenge. Kajno darilo je tudi a work in progress. V bistvu je zgornji del čisto skupdan, spodnji del pa je že tako skončan že nekaj časa. Ja, danes sem v bistvu iskal barvo in sem iskal specifično barvo za to zadevo. Stvar je bila taka, da v bistvu sem šel v 3 različne trgovine in konci v tretji nismo imeli barve, ampak mi je dal možnost, da mi jo lahko zmeša. Začel mi je račun delati, ker sem vedno, ko si mešaš specifično barvo, ne vem, 15-16 evrov za spray can, ko ti ga tam dajo pa naredijo.
in je malo drago to, ne? Ker drugače lahko kupiš 3 barve ali pa 4 za tako ceno. Ne? Sem realizal eno zanimivo stvar in sicer, če si ti nabaviš ta specifična barva, ko sem jo jaz vzel, bi bila 12 € v canu, torej kar to pomeni je, zmešajo ti jo v can, vlijajo ti jo v can, ti jo zasilajo dol, ti jo pressurizajo, pa lahko ti normalno uporabiš spray can. Ampak v mojem primeru, glede na to, da jaz uporabljam dosti to pištolo za barvanje z press luftom, pa da imam cel sistem, in je šokantno, da bi me 100 ml v pressurized canu prišlo 12 €, 200 ml v navadni pločevinki pa 5. Stvar je taka, to tile je zdaj skup dan, torej imamo en del, drugi del, pa tu sem še mogel zalimati zaradi tega, ker mi je celotna zadeva dol padla, pa se je slomo Joe. Literally je dropal Joe. Evo ga, danes smo 23. Par dni nazaj bi Mofokon, ampak smo v bistvu skala komaj čez večer pozno prišla nazaj domov, tako da je bilo bolj malo časa, da sem lahko delal na Rainbow Smash. Je v bistvu danes čas, ko lahko delam na njem in jutri. Moram hitro zadeve speljati. Tole je modra, kjer bom jaz uporabljal. Za rezervo sem še kupil eno, da bom verjetno šel najprej 100, ker je več, da bom naredil coverage in v bistvu bom potem zbral to, ker je lepša. Ker bo v bistvu nekaj vrste naredila kot nek highlight. Kot sem že enkrat povedal, previously sem nabavil tole barvo in sicer gre za hot pink barvo, kjer bo v bistvu za grivo konja. Sem jo sprobal na enem raw printu. Hotel probati je, če topi plastiko, kar je nena, ker sem tako vedel. Kot drugo pa me je zanimalo, kakšen coverage ima, oziroma kako dobro pokrivnost ima. Ima super pokrivnost. Tako da, zakaj sem happy glede tega? Ker to pomeni, da spodna barva, kjer je spodaj, pač ni problema, če je malo sivkasta, da ni čisto bela, ker sem prvo mislil belo pobarvati celotnega konja, unicorna, ampak lahko direktno nanesem to in bo naredil perfecten coverage. Teda v bistvu moram samo gledati, da je podlaga gladka, v bistvu so kolce in tu je the main thing actually. Zdaj trenutno zagremam komoro zaradi tega, da se zadeva čim hitreje posuši, ker bi rad danes prišel vsaj do te točke, da bo konj imel večina detajlov gor, tako da upam, da mi rata. Zdaj trenutno sem ga pobarval dvakrat z belo, vse te dele in enkrat z clear coatom. Vse bom zadekal dol, vsaj grivo, da bom šel počez z modro kot prvo, oči, ker ostanejo bele, zobi, ker ostanejo beli. In ko bom šel čez z modro, pridejo na vrsto druge stvari, pa pride na vrsto pink, zlati detajli. Tako je zelena turkizna, kjer smo uporabili in zgleda tak, kar je v bistvu kolega nice. Ta barva je actually kar super, moram reči, res dobro izpade. Sicer je taka malo bolj, kaj bi rekel, malo izbledela, nima take barvitosti. Zdaj sem gliha poštrihal glavni del unicorna in I gotta say, zgleda svetovno. Evo ga, takle zgleda tudi unicorn. Tota barva je freaking awesome. I love it! Mislim, da bo kaj tudi. To je my friendly neighborhood space heater. Nočem v bistvu, da gre toplota direktno na glavo, zaradi tega, ker se bi lahko zgodilo, da bi začelo zadevo topiti. Zato imamo smerjeno v zid in neke vrste pol, da kroži cela zadeva. Ampak je še ena stvar, ki ti moram pokazati. To pa je v bistvu držalo, kako ne rečem, palca, kjer pride od spodaj konektana z kolcami, od zgoraj pa konektana z unicornom. Malo še počakal, da se še bolj posuši, pa še zgornji del pobarvam na hot pink, pa se v bistvu samo zgoraj in spodaj zaliva. Evo ga, griva se že super kaže, zdaj gliha imam na hiterju, tako da se bo čim prej posušilo. Upam, da se na tem modrem delu ne bo preveč poznal masking tape, ampak ja, v bistvu lahko se izniči potem tudi to z clear coatom. Ta barva je svetovna, pač kak zgleda, pa to je kako ima pokrivnost. Zaradi tega, ker delam z airgunom, v bistvu lahko dam zrak čisto na malo in odprem gor, kaj je že iglo, teda v bistvu dela, najbolj še kako lahko to opišem je, da barva prsketa oziroma jo pištola pluva ven. Teda v bistvu dobiš potem, ko pogledaš od spodaj gor, dobiš teksturo
Hej, Young from the future here. Pol nisem več nič dosti snemal zaradi tega, ker so se začele zadeve komplicirati, barva se je začela limati, v bistvu nic se ni zadosti dobro posušilo in sem se mogel ekstra fokusirati, da sem skončal v tistem dnevu, ker je bil pol božični večer. Tako da, edina stvar, ki ti lahko kažem, je rezultat, tako da gremo zdaj na to. It's Christmas morning. Tako je to izgledalo? Pač mi to dalo zelo. Ne, ni tako izgledalo. Kaj? Ja, ok, tako je izgledalo. Tako je izgledalo. In potem si ti prvo pento vtrgala, pa se je že oka ven videla. Spregledala je. Pa sem vzela to in si dala na glavo. In pa sem pa tukaj luknja. Dober dan. Ojoj. Oh my god! Oh my god! Luna je šla. Pa tukaj lava! Ja! Oziroma samo lava rok. Zdaj imam labico. Imam najboljše labice na svetu. uho griznila. To je zaradi tega, ker je Fortnite bus od Lego bil posod razprodana, ne? Ne, But I pa think enkrat I- si je rekla, da bi ti je kul taki, kaj je že, pickaxe. Ja. Pa Ne, si- enkrat sem rekla, da bi bilo ful cool, če bi ti naredil iz Fortnite'a pickaxe. In sem rekla, veš, kako bi bilo cool, če bi samo Lamo Rock zares obstajal, pač da bi ga imel v rokah. In je res, Lego cool je! Če hočete kjerkoli pickaxe iz Fortnite'a, lahko komisionate Lonely Wolf J na Instagramu in si lahko naročite svojega. Jaz priporočam samo Lamo Rogico, Candy Canes, od Marvela so cool, pa katane, karkoli. No. Ali pa ne vem, če hočete figurice od Fortnite'a. Veš, kaj bi bilo še cool, mogoče je to ideja za naslednjič. Kronica. okej. Ja, imaš Ja. tako na polštrčku. Glavnem, to je najboljše darilo na svetu, zdaj ga grem pa jaz dati nazaj na svoje častno mesto, Ja! ker bom po novem letu začela Fortnite spet igrati na kanalu. Tada, to je bilo to za Salamoroga. Salamoroga. Nisem se mogel spomniti, kaj se k temu Samo vidi. tudi dobro ime, ja, Salamoroga. Salamorog. Nama salamo na mesto Ja. roga. Teda ja, upam, da ste živali v celem buildu. To je bilo kar sezona buildanja. I enjoyed it very much. Jaz tudi. Lajkajte, subscribite se, pa Ja. še ne zna outro to delati. Čekajte Tron in social media for different builds. Pa se vidimo na naslednji zadevi, ko jo bomo skupaj delali. Lepo se imejte, veliko smere. Bye! Bye!